Dobrodošli. Nahajamo se v Fazaneriji na glavnem igrišču NŠ Mura. Moje ime je Ante Šimundža, sem glavni trener prve ekipe NŠ Mura. Jaz sem tale, ki za svojimi sodelavci, z ekipo, ki jo imam, odgovarjam za rezultate na igrišču. Ni sam trenažni proces tisti, katerega počnemo, je tudi osebnostni razvoj vsakega posameznika, predvsem iz razloga, ker imamo dosti mladih igralcev. Iz nogometne šole vključujemo mladince, perspektivne, kateri lahko jutri ali pa v prihodnosti postanejo igralci prve ekipe in potem seveda naredijo korak v tujino oziroma v profesionalni nogomet. Tako da je eno z drugim povezano in pomembno je, da smo si nastavili cilje, kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne. Definitivno je prvi cilj obstanek v prvi ligi. V nadaljevanju srednjeročnega cilja je stabilizacija kot prvoligaš in dolgoročni cilj so nekako evropski izzivi. Znanja pridobivam iz različnih resursov, pomeni tako literature, tako interneta, z ogromno razgovori z drugimi trenerji, z drugimi ljudmi, ki delujejo tako na različnih področjih, ne samo v športu. Ogromno literature, kar se tiče samih knjig z vidika psihologije teh velikih trenerjev, ali so to nogometni trenerji, ali so to trenerji kolektivnih športov, ker je zelo podobna miselnost v teh športih. Konec koncev tudi samo podjetja imajo zelo podobno filozofijo oziroma principi so si dokaj podobni. V času tekmovalnega ritma se izobražujem v Sloveniji, po drugi strani pa v času pavze, če je le možno, poskušam vzpostaviti kontakte tudi v tujini, različne izobraževanja. Je pa res, da v tem času pavze je tega časa zelo malo, dostikrat tudi termini ne sovpadajo iz prostega razloga, ker potem tisti čas pavze je zelo pomemben za družino, ki ga dostikrat primanjkuje. Enostavno je nekako zelo dosti potrebno organizacijskega smisla, da se ta stvar spelje. V Sloveniji sem nekako prišel do Aleksandra na Mastermind Akademiji, sem obiskal NLB praktiko, predavanje se je zgodilo v Ljubljani, tako da sem bil več ali manj tam. Aleksander je bil ciljano izbran iz prostega razloga, ker sem iskal tale vir informacij, kako in kaj sodelovati v skupinske delo oziroma biti tudi vodja, kar tudi v tem trenutku seveda za svojo ekipo sem. Aleksander je pa tale bil, ki je potem me najbolj prepričal ali pa njegovi komentarji oziroma feedback ljudi je bil zelo pozitiven. O njemu pa lahko rečem samo to, da je izredna oseba, da je zelo navdihujoč, preprost, enostaven in energijo, ki jo imajo, zelo dobro širi med svoje, bom rekel, učence. Po drugi strani pa tudi ni to tako enostavno, kot izgleda in moj občutek je, da tega ne igra, da to tudi prenaša v svojo družino in sploh v okolje, v katerem se giba, tako da en velik plus. Kar se tiče samega programa, sem zelo zadovoljen in kar sem začutil zelo dobro je, da je potrebna zelo dobra komunikacija in oziroma jasna navodila, kako in kaj delovati, predvsem v mojem poslu, v skupinskih športih in seveda potem jasni načrti za prihodnost. Marsikatera težava je dosti lažje obvladljiva oziroma se sploh ne pojavi, se jo izogneš. Cilj, katerega sem želel doseči za NLB praktiko, je, da dobim potrditve v svojem razmišljanju in si odprem še druga obzorja ali pa drugačen način delovanja v svojem poslu in seveda v družini. Tudi družina je ena skupina ljudi, ki deluje, res da je krvno sorodstvo, ampak enostavno komunikacija, jasna navodila, kako in kaj, je dosti lažje vsem. To sem dobil seveda z NLB praktikom na Mastermind Akademiji, tako da je ta zadeva bila dobro izbrana z moje strani. Definitivno iz učenja pri tebi oziroma iz NLB sem potegnil smernice v samem individualnih razgovorih, katere počnemo. Moj nasvet vsem ljudem, kateri morajo prinašati odločitve, kateri morajo prevzeti odgovornost za prinašanje odločitev, je tale, da raziskati vsako možnost ali pa vse vplive, kateri vplivajo tako notranje kot zunanje, tako pozitivne kot negativne in potem, ko se vsi tile vplivi ali pa informacije zberejo, je potem dosti lažje izbrati neko odločitev in definitivno je odločitev tista, katera
naj bo preudarna, naj bo smiselna, naj bo dobra za čim več ljudi in seveda naj bo usmerjena v napredek in lastno rast.